Pri vseh predavanjih, ki sem jih imel v Italiji, to je okoli 350, v 5-6 letih, ki so me vabili vse v razne, akademije, razni, direktori liceja, ki so imeli maturo tisto leto. Vsem sem povedal in imam pričevanje, vi ne veste, kaj se je dogajalo pri nas, od konca prve svetovne vojne do druge. Ne veste, da tukaj smo bili dve entiteti nacionalni, ena slovenska in ena hrvaška v Istru. Vi ne veste, da vse procesi, ki so bili prikazovali kot terorizem in tako naprej, je bil upor proti našemu uporu. Italijani so se upirali takrat proti nam. Zato, ker Tigr, tajna organizacija Trst, Istra, Gorica in Reka, je imela od konca prve svetovne vojske do druge svetovne vojske stalno 500 ljudi, ki so bili ali zaprti v zaporu, ali internirani v Južni Italiji, ali poslani, ne gredo v Jugoslavijo, kamor hoče, kamor se rešijo. In poleg tega, in to je naredil zdaj študijo lansko leto, nekdo iz Benetk, ne Slovenec, pravi, na 2208 priimkov je za eno samo, bi rekel, izjavo, lahko ne rečemo nekim zakonom, ampak nekim navadnim dekretom, je neka komisija, ki ne bi bila znanstvena komisija, pregledala vse te priimke, ki niso bili italijanskega izvora, ki so bili, kako so rekli oni, slovanskega izvora in ki se morajo vrniti v originalno lego, torej 2000, in je sam predsednik te znanstvene komisije, tako da je, ki je bila znanstvena, je smešno govoriti, ampak se je imenovala znanstvena komisija. Pravi, vsebi priimki 2208, kako se nekaj prej, smo mi danes prišli do tega, da je 100 000 ljudi in italijanskih priimkov. 100 000. Tu, Kozvek, kaj se je dogajalo pri nas? Tega Slovenija ne ve, prosim, tega ne ve niti danes. V šolah tega ne vejo danes. Vidite, zakaj pravim jaz, kako smo mi danes pravzaprav narodna država, slovenska oziroma evropska, brez zavesti, brez slovenskih zastav. Slovenska zastava je vidite samo na tekmah, posebno v inozemstvu, v tujini. Evo. In to, ko vidite, da je Čana Krinčica, Jurij Portomce, piše o Borisu Pahu in tako naprej. Ma citira, kar pravim jaz danes, da citira to, kar jaz citiram že 20 let v zalivu, in če bi danes še zaliv ostajal, bi moral prepisovati, ne da bi povedal tiste članke od 20 let, oziroma več kot 20 let, odkar je umrl zaliv. To se pravi, v tem smislu jaz se zahvaljujem še enkrat tistemu, ki je danes, recimo to lep seminar. In tukaj bom povedal, da se je rekel, omenjam Ratoslavo Premrlovo. Jo omenjam tudi takrat, ko je prišel do tega, da se je Kozviku svetoval, da naj nekaj pove. Nisem mu rekel, da naj obsodi. To je samo po sebi bilo umevno, da ne more drugače kako za tisto odklonil. In to sem tudi rekel, takrat, potem sem čakal 4 leta, je da on se odločil to. Od leta 70 do leta 75, sem čakal. In nisem vsako, tako kako piše, da sem mu jaz vsako toliko nekako ga prisilil rođo. On je sam čutil. Kada sem mu rekel, Edi, tukaj smo bila, v Opatiji smo bila, leta 69, zdaj pravi, da je bilo 70, ne bom. Bila jesen, in jesen je bil tisto jesen 69, nekako kot za prvo pomlad, ne bo 70. Moja prijateljica, profesorica v Kranju, Marija Žagar, te je lepa knjiga išla, korespondence z njo,
Ona tam nekje piše, leta 70, piše Boris, zakaj mi niti poslal eno samo razglednico, ne, s podpisom Edvara Kozaka, da bi jaz to imel. Dobro, ne, potem je bilo začetka leta 70. Recimo, da je bilo začetka leta 70. Ni treba videti, kdaj je bil Kozak po Opatiji, zaradi zdravja in tako naprej. In je bil skupaj, jaz sem bil skupaj že ženo Radostavo in je prišel do tega, da je on pohvalil številko Zaliva, kjer je Radostava Premrlova začela pisati o svojim bratu. Moral bi biti verjetno ali druga ali tretja številka, ne. Potem je vse številke on sedil, dokler je bil živ.